Pozdravljeni, dragi moji. Spet smo v spletni oddaji Vse se da s Tanjo Skaza. Cilj našega gibanja, če se spomnite spremembe vredne, je, da vam poskušamo skozi resnične, iskrene zgodbe predstaviti, kako bi vsak od nas lahko bil žrtev, pa se je odločil, da bo postal zmagovalec. Vzame življenje v svoje roke in temu rečemo, da smo kreatorji svojega življenja. Dragi moji, vsak od nas lahko postane spremembe vreden. Ampak, če si torej želi in če se zaveda, da se vse da in da zato, da naredi spremembo, potrebuješ pogum, vztrajnost in tudi vero. Danes sem v družbi krasnega podjetnika, tako prav z veseljem, ker se je odzval na mojo oddajo, najbolj inovativnega slovenskega mladega kmeta, to ga bom pol vprašala, če me narodno porečem, kmeta 2017, in 2018 je v Bruslju bil izbran za evropskega mladega inovativnega kmeta. Naš Matic Vizjak. Živijo, Matic. Živijo, Tanja, čau, lep pozdrav. Matic, naj še nekaj povem, po čem ste najbolj znani, lahko tudi to. Na prvi pogled, na primer, ste čisto preprosta kmetija, a imam prav? Je tako, ja. Uživate pri ustvarjanju novih inovativnih produktov in strastjo orjete ledino. No, ta je zanimiva, veš, kot ti tako, jaz ker mislim, da kar več delate, kot pa samo orjete ledino. Vaša vizija je oskrbeti stranke s polnovredno in kakovostno hrano, predvsem pa s spoštovanjem do narave. To je nekaj, kar ti lahko damo samo en velik poklon. In ta druga zadeva, veš, jaz bi te bom dotaknila malce se otroštva, ali si bil kdaj hvaležen za to, v kakšnem otroštvu si rastel ali ne. Vem pa zate, da si prepotoval veliko sveta, pridobil izjemne izkušnje, da nekako računam na to, da ta tvoja potovanja še niso končana, ampak da si pa naredil že izredno velik korak. In ne samo, da si prepoznaven po Sloveniji, ampak po celem svetu za svojo blagovno znamko, pomeni Chili Wine. Ampak tega se bova tudi dotaknila. Tako da, malo na kratko sem povedala, ne bi želela vsega, ker želim, da tudi malo ti kaj poveš o sebi, ampak danes se bomo dotaknila tudi tega, ali je bilo enostavno na tvoji poti, ali je to nekaj, kar je kar tako prišlo, predvsem, da nam ti malce poveš. Prav. A si zadovoljen s predstavitvijo? A bi še kaj dodal? Super, si naredila en tak pompozno vod, hvala ti. Jaz upam, veš kaj, pravijo, da mora biti kratki stavki manj povedati, ampak mora biti pa to, kar si tudi ti želi slišati. In vsi tisti, ki me še ne poznate oziroma kateri me poznate, Tanja Skaza, solastnica podjetja Plastika Skaza, ustanoviteljica inštituta Skaza in predvsem, kar mislim, da je moje poslanstvo, da nas povežem, da pomagam najprej vsem nam, da se povežemo, spodbujamo in da dejansko si rečemo, da smo spremembe vredni. Evo, cilj današnje oddaje je, da boste spoznali našega krasnega podjetnika, ki je poznan res po celem svetu, s svojimi produkti. Tisti, ki ga še ne poznate, ga boste danes sigurno in boste tudi potem že zaradi tega želeli imeti kakšen njegov produkt. Ampak predvsem pa ne bi danes želela, da bi nam samo povedal, kako je on uspešen in dober, ampak zakaj je tako uspešen. Kako je vzel življenje v svoje roke, začel verjeti vase in pozabil na okolico. To je bila tista zgodba, ki je mene najbolj pritegnila pri njemu in bi želela, da jo nekako slišite. Dobro, in zdaj imam, Matic, takoj prvo vprašanje zate. Če mi lahko poveš, kakšno je bilo tvoje otroštvo? Moje otroštvo je bilo precej, bi rekel, preprosto, rojen pač na eni taki, bi rekel, normalni, konzervativni kmečki družini. Seveda sem zelo, bi rekel, hvaležen še dan danes, da sem bil rojen v tej družini, namreč spoštovanjem, kjer živimo in kmetujemo, spoštovanjem do narave, medsebojni odnosi, podpora, res, to sem imel veliko srečo, da sem bil rojen tukaj, kjer sem, to sem vedno hvaležen, tudi čisti naravi, okolju, v katerem sem živel, kvalitetna hrana. Imel sem pač res tak, bi rekel, tisti kmečki način življenja, enega takega povprečnega fanta, nič kaj ekstra, da bi rekel, ampak vse pa tukaj v meni, bi rekel, skrivali nekaj več, vedno nekaj več, Daj mi povej najprej, a ti je bilo kdaj nerodno, a veš, da rečeš, da si kmet? Zdaj, če se spomniš najstniških let ali pa tam, ko si bil otrok še v osnovni šoli.
Pa veš, da v bistvu, niti ne vem, no, ampak niti ne, veš kaj, tukaj Šmarje pri Jelšah je tako bolj, bi rekel, smo navajeni, da nas je dosti bolj iz kmetije, tako da mi ni bil to nekaj tako sporno. Ko sem prišel pa v srednjo šolo, moram pa reči, da me pa kmetijstvo iskreno povedano sploh ni zanimalo, niti najmanj. Sem tudi zelo malo časa sploh preživel na kmetiji, tako da se sploh niti nisem počutil kot kmet, če sem čisto iskren, in tudi nisem pač tega nikoli omenjal. Ni mi je bilo pa, da bi rekel, da je bilo sram, to ne, no. Ok, to je tudi v redu. Kaj pa, na primer, ponavadi so kmeti, oprosti, ker ti tako rečem, pridni fantki. Kak si bil ti fantek do 18 leta? Si bil tak priden fantek ali si bil bolj samosvoj, glede na to, da smo slišali, da si prepotoval cel svet? Kaj to pomeni? Kaj to pomeni? Ja, v bistvu nisem bil. V osnovni šoli sem še bil priden fant, ja. Priden fant. Si bil? Pa ne glih več, no, pa me pa malo odnesli, no, mene kar fejs metal, tako da sem bil en tak, kjer bi rekel, problematičen najstnik, no, ki ga ne bi vsakem staršu privoščil, kot sem že prej rekel, kmetijstvo in delo na kmetiji me ni zanimalo niti najmanj, ni me zanimala niti šola, tako da sem s tem, zaradi tega sem tudi končal pač samo srednjo turistično šolo, pa še to bolj tako kozi, ne. In potem je bilo tako, veš, moja mama pač dela na sodni v Celju in njene hčerke, oziroma sodelavke imajo pa potem hčerke in še nove, ki so šli potem po poti, imam pravnice, odvetniki in tako. Jaz sem bil pa vedno tisti outsider, slabe ocene, okori, neupravičene ure. My God, kak zgled si dajo mamici, čist kontra. Tako sem prej rekel, nisem bil glih nek najstnik, ki bi si ga star želel, no. In veš, potem je bilo tako, ker sem srednjo šolo počasi začel končevati, sem jaz vedel, da ne bom šel več naprej v šolo, da ne želim iti na faks, ker se ne vidim tem. Karkoli bom šel študirati, tako ne bom naredil, ker jaz nisem človek, da bi sedel lahko na mir, pa da bi poslušal, pa hotel črpati neko znanje, ki me ne zanima in ki mi nikjer ne pride prav. Jaz bi Štujem tiste, ki lahko 8, 10, 12 let hodijo v šolo, jaz pa pač nisem tak in sem rekel, ne bom se tega šel. No. Kaj si pol naredil? No, pa se je tukaj naredil tak velik, mogoče malo usekan premik, no, ker sem pa že 17 leti, se pravi, se odločil, kako bi rekel, pri 17 letih, večina ne študira neki zdaj v tujini pa delo pa tak, ampak jaz sem povedal, doma, če bom mami to povedal, mi itak ne bo dala podpore, da bom šel v tujino, ker moram iti naprej na faks. Jaz sem povedal, grem. In potem, kako bi zdaj to naredil, ne? In jaz sem potem rekel, če bom delal v Sloveniji, ne bo v redu, ker bom non-stop poslušal, moraš iti, zakaj si šel delati. Sem rekel, Evropa je tudi premaj, ker me bo najdla. Sem rekel, moram iti še nekam dlje. In še danes v bistvu ne spomnim, morate vedeti, to je že 15 let nazaj, še danes v bistvu ne spomnim, kje sem takrat dobil jaz to novico, da bi pa lahko šel delati po na tovorno ladjo. In kam je to? Kam je ta tovorna ladja? Kam za okero? Singapur. In jaz sem v bistvu na skrivaj se prijavil takrat so bili še slovenski tolarji, jaz sem 250,000 tolarjev sem takrat privarčeval, ker sem delal počitniško delo pri turistični agenciji Palma in sem 250,000 tolarjev privarčeval, da sem plačal ta usposabljanja. In jaz sem vsak petek šprical šolo, doma sem si zjutraj sicer nadeval torbo, sem si jo dal na ramo, sem šel na vlak, ampak na vlak sem se usedel, pa sem se mimo Celja odpeljal, ker bi mogel iti v šolo in sem šel dol za Koper. In sem bil dol na avtobus in se čavil in tam sem na skrivaj, mislim 2 ali 3 mesece sem vsak petek šprical šolo, da sem delal te brevete. In to nobeden ni vedel, ne moji starši, ne moji najboljši prijatelji, ne nič. Jaz sem si takrat mislil, da imam eno... Oprosti, to pomeni, da res nisi bil tisti priden fantek, priden kmet, ampak potem si po mojem šel na ladjo. Ja. In jaz bi rada danes res cel kup zgodbe potegnila od tebe, predvsem tisto, kar je pomembno, tudi da drugi slišijo. In kak je bilo, ko si šel, ker si šel po moje najmlajši, zdaj, če se jaz spomnim, ko smo midva govorila, si bil najmlajši, tam v povprečju so 40 do 65 let, ti pa si imel 18 let. Ja, in iti na tako ladjo. Dej, prosim te lepo, povej mi, kak si se počutil na tej ladji, brez prijateljev, brez staršev, dejansko si vzel in si šel v Singapur. Ja, to je bilo tako, se pravim, že ko sem bil 17 let, sem končal te brevete, usposabljal in vse, in potem sem mogel pač počakati, da sem bil star 18 in potem so me takoj poklicali s firme. 9. januarja sem bil star 18, 13. januarja so me poklicali,
ajde sine, idemo na Brod ali nekaj takega in 16. januarja sem bil v bistvu že v Singapurju. Se pravi, 7 dni po tistem, ko sem bil polnoletnica prišel v Singapur. In tam je bilo pa tako, kot si rekla, ja, jaz sem bil 18 let, drugi so bili vsi 40, 45 ali pa še več. Kako si se počutil? Ja. Kako si se počutil takrat? Kako je bilo, naprimer, a ti je bilo težko, a si, naprimer, kdaj obupal? Veš, kaj je to 18-letnika, no? Jaz imam sina, ki ima 16. Jaz si ga, iskreno povedano, ne znam ti povedati, če si bi ga predstavljala zdaj čez 2 leti, da bi me zapustil. To je bila najtežja izkušnja mojega življenja, res najtežja, ampak še do dan danes sem jih hvaležen, da sem se dejansko vzel, najdel pogum, pa da sem to naredil, ker mi je naredilo res neko sneno kožo. Ne. Veš, bi rekel, 2-3 mesece sploh nisem imel stika z pomorci, niso se pogovarjali z mano. Bi rekel, tako sem bil malo zavržen, no. Ni bilo komunikacije. Še nisem nek, bi rekel, melanholičen introvert, ne, ki bi bil zadovoljen sam s sabo, pa bi lahko nekje tam bil pa na miru, ne. Jaz grem rad med ljudmi, rad se družim, rad pač tam, rad kam grem. In to mi je bilo res težko, no, ker sem bil zavržen, bil sem tudi edini Slovenec gorih na ladji. A si lahko bral, si imel kakšne knjige, si imel karkoli, kaj imaš tam, kaj sploh imaš na ladji, glede na to, da si mlad, po moje so sigurno čakali, da bojo videli, a boš zdržal ali ne boš zdržal. Ja, točno to. In tam sem bil non-stop pod nekimi pritiski, zato da bom bi rekel, odpovedal, ne. Sam je bilo pa tako, jaz sem se že takrat odločil, sem rekel, jaz nisem šel na drug konec sveta, zato da bom jaz zdaj pod nekimi vašimi pritiski šel pa nazaj domov, ne. Ker fora je pa to, ne, da če ti tam dejansko odpoveš pogodbo predčasno, ne, plačaš karto sebi in oni, ki te nadomesti. Ampak point je pa tukaj bil samo ta, da po 3 mesecih nekje, ko sem jaz bil dejansko sam s sabo, veš, takrat niti ni bilo socialnih omrežij, ni bilo smartfonov in nisem imel nobenega, dobesedno nobenega, no. Ampak ko sem pa prebrodil te 3 mesece, je pa potem, bi rekel, prišla neka ta nagrada, ker so pa potem vsi mornarji nekako popustili, me sprejeli med sebe in potem, bi rekel, naslednje pol leta je bilo pa super, no. Se pa fajn imel, ogromno sem se naučil. Zdaj bomo eno vrednoto ven potegnila iz tega, oziroma ne eno. Najprej pogum, bil si ful pogumen, druga zadeva pa vztrajen si bil, ne. To meni, ko so vsi kar videli, če se spomnim, ko si se z mano pogovarjal, si rekel, da pol, ko so pa videli, da ful obvladam, potem pa en pohvalil, pa so te pa kar imeli radi, pa bi kar še da ostaneš. Ampak se nisi odločil ostati. V redu. Potem si končal na ladji in seveda tako si avanturist, po moje, ala Vera, tvoji mamici, my God, kaj me še čaka? Ne mi to, mi kar srce začne razbijati, si se odločil in si šel v Avstralijo. To meni, tebe je bila res premalo Evropa. Ja. Si slišal, kaj te je vleklo najprej v Avstralijo? Kaj je tisto, da te je vleklo? Pa ne vem, ko v Portorožu si dobro slušal, pa si si rekel, jaz grem v Avstralijo. Ja, imaš prav, ko sem bil še v ladji, sem šel na hitro še živeti v Portorož, zaslužil spet zelo veliko denarja, tam, ko sem delal kot natakar, ampak mi je bilo spet premalo. Spet sem rabil nekaj več, nekaj novega, neko novo izkušnjo in takrat se je pač pojavila neka ideja, da bi šel pa v Avstralijo. Je bila tudi edini kontinent, ki ga z ladjo nisem obšel. Sem kupil karto, jaz sem tudi tako, že se kar na hitro odločim. Jaz ne študiram na posledice, na levo, na desno. Kupim karto, pokličem mamo, sem rekel, mama, jaz grem drug teden v Avstralijo. Ampak takrat že ni bila več tako šokirana, ker prvi šok je že doživela pri 18. Pa se pač tja, tam je bilo pa spet tako, Avstralija vsi govorijo, veliko denarja, dobra služba, vse mi čas, vse je, v redu, vse denar je bil spet dober, ampak veš, je bila taka medkulturna razlika tam, živiš v stanovanju z 2 Kitajcema pa enim Indicem. Pa se preseliš z 3 Indici pa... To pomeni, da ko si prišel v Avstralijo, ni bilo tako, po mojem si šel v Avstralijo, kakor si slišal, da je tam, da kar denar pada, ali kaj, mislim. Ja, vse veš, kak je Avstralija predstavljena, pa Kanada, pa Nova Zelandija, pa Amerika, prideš, dobiš službo, dobiš nadpovprečno plačo, vse. Ma ni, ki jaz ni iskal službo, več kot en mesec ni iskal, pa sem imel dosti, bi rekel, izkušnje že prej, ampak pa sem dobil čisto po neki goli sreči v neki ruski restavraciji. Spet bil sem šef kuhne, super sem zaslužil, lahko rečem, spet za enega mladega poba, takrat sem bil star 22 let. In takrat sem rekel, mogoče prvič moja familija malo ponosna tudi na mene, ne, veš, 22, šef, stres v Brisbane, super, ne. Ampak, kljub temu, da sem res spet neko dobro plačo, sem po enem letu prekinil tam in sem šel nazaj v Slovenijo, ker mi je bil spet dan enak dnevu. Vsak dan kuhna, vsak dan veš ena in isto in sem šel potem nazaj v Slovenijo.
A veš, kaj je poanta? Ful lepo je tudi slišati. To pomeni, ko si bil v Avstraliji, nisi živel neko luksuzno življenje. Ampak si živel skromno. Zdaj, če si prej rekel, za 4 si živel skupaj. A sem prav razumela? Ja. Samo je tu en trik. Ti imaš v Avstraliji, recimo, ko šef kuhne, imaš 5 ali pa $6,000 in sigurno plača, če še ne več. Ampak tam je pa standard tudi 3-4krat višji kot pri nas. In dejansko, če pa nas greš, da dobiš pico za 6-7 evrov, je tam $20, 25 in si spet na istem. In fajn pa je, če ti tam skromno živiš, lahko veliko privarčuješ, pa prineseš domov. Drugače sem živel pa tam z Indijci, Kitajci, Korejci, Tajvanci. Ker je čisto drugačna kultura, po mojem drugačna kultura je, ne? Ja. Veš kaj, jaz vem, da imamo mi pol ure, ampak me vseeno zanima. A ni pa ti bila nobena Avstralka tam tako všeč, da te je omrežila? Veš kaj, če je fora, da to me dosti ljudi vpraša, kako to bi si ja tam oženil, pa to. Če ne najdeš, če tam je 90% je prišlekov, tam je cela Azija, je v Kitajskem, prav, da biš rekel enega originalnega Avstralca, Avstralke skoraj ne spoznaš, res. Ne se jete. Ja, res je tako, Brisbane, veš, pa je 3. največje mesto, ne, pa tako je. Ja. Se strinjam. Ok, povej mi, kaj je bilo pa potem? Pa si se pa odločil, si rekel, da imaš premalo izzivov. Jaz moram čestitati tvojim staršem. Res si moram čestitati. Ok, in kaj je pol? Pa si se odločil in si iz Avstralije prišel kam? Prišel si domov? A si prišel domov? Še malčkem sem skočil nazaj dol v Portorož, pa sem spet še nekaj dol delal, bil sem še pa reševalec iz vode, pa salomojster, pa osebni trener, pa ni da ni. No, pa po 3 letih sem pa pri svojih 27 sem se pa pol dokončno odločil, da pa se mi ne da več skakati naokoli, ker pa moš vedeti, od 18. do 27. leta, to je 9-letna perioda, ker sem bil vse posodne, sem zamenjal tudi 9 poklicov. My God! 9 poklicov si zamenjal? Pa nikoli nisem dobil odpovedi. Dragi moji, tudi to je dobro slišati, veš, da vedno si pustil odprta vrata, mogoče si pa zato danes tako uspešen. In kaj si pa naredil? Pa si šel domov? Pa sem pa v bistvu dejansko nekako obupal, iskreno povedano, je bila pa to neka na mentalnem ali psihičnem področju, psihološkem, je bila pa to neka najnižja točka mojega življenja, no, pri teh 27, veš. Priješ domov v Šmarje, ker sem vedno govoril, Šmarje je premalo za mene, kaj šele Slovenija, jaz sem vedno videl svet. In potem si misliš, priješ domov, no to smo zdaj v Šmarju priješah, evo, zdaj sem pa to smo zdaj v tvoji stari sobi. Ja, tako. In veš, bil si na vseh kontinentih, imel si dobre plače, fajn zaslužil, bi rekel, pa priješ pa domov, pa dejansko si spet v svoji sobi, veš, na eni omari gor še vedno plakat od Michael Jordana, na drugi omari tam plakat od Michaela Schumacherja, veš, ker sem vse pustil tako, ko sem šel, 9 let me ni bilo. In dejansko sem pustil vse tak, pa priješ pa nazaj domov, veš, pa dobiš pa smok v grlu, pa se dejansko vprašaš, kva pri Bogu je z mano narobe. Zakaj? Ko je z mano narobe? Jaz ne poznam nobenega, da bi 9 poklicev zamenjal, da bi vse prepotoval, pa se nikjer našel. Ampak to je ta pot, danes razumem, zakaj je bilo temu tako. Ker sem dejansko iskal samega sebe. In meni je pač trajalo 9 let, da sem najdel končno nek poklic, neko delo, v katerem zdaj uživam. In je bilo pa takrat pa res težko. Veš, ko vidiš one razočarane poglede svojih staršev. Ja, ne, to pomeni, da si se oprosti, veš to, midva oba rada govorima. Midva smo oba super za to. A potem si se vrnil domov, ostal si brez službe, ne? Ja, seveda. A si se mogel na Zavod za socialno delo prijaviti? Ja. In jaz sem pa tam, veš, pa ko ti enkrat zaslužiš, ne vem, 5-6 tisoč dolarjev, pa priješ na socialno podporo, pa imaš 240 evrov dohodka, živiš pri svojih starših, pa hranite, spet stara mama z repo pa fižolom, pa nimaš denarja, da bi svoj avto tankal, pa tak, pa se res počutiš na najtisti nižji točki, kakor je bilo možno. In potem tudi to na socialni podpori je bila tudi ena taka izkušnja, veš, ko prideš v to okolje, ker se ljudje, bi rekel, zelo počutijo žrtve. Ja. Največkrat je kriv za nesrečo nekoga Pahor, pa država, pa zdaj danes Janša, pa ne vem kdo, kjera svetovna velesila, veš, redko kdo pa mogoče malo, ampak iskreno bom povedal, kakšno pač moje mišljenje. Kdo pa kdaj kaj pred svojim pragom pometa, tako ko najbolj kritizira druge, pa se najbolj počuti žrtev. Tako se jaz pa vedno vprašam, kaj si pa ti danes naredil za sebe? Koliko si pa poklical, koliko telefonov si pa naredil, a si prebral kakšno knjigo, si vložil karkoli v sebe, si raziskal kakšno delovno mesto, veš. A se ti je zgodilo, ko si sedel na teh izobraževanjih s temi iz zavoda, ker si pač mogel hoditi, Kako si se počutil glede na to, da si, jaz kakrat se spomnim, si zelo učeč, rad se učiš,
kakšen je bil občutek? A si se kdaj vprašal, a kam sem jaz padel? A je bilo kdaj tako, točno to. A se ti je zgodilo to? Ja, točno to, kar sem prej že rekel. A je mogoče tisti moment potem naredil preboj pri tebi, da si rekel, pa, dobesedno bom zdaj rekla, wow, pa ne morem si jaz to dovoliti. Kaj je bilo tisto, če naj zdaj kdo posluša, ker nas poslušajo in gledajo, kako bi ti nekoga prebudil, kaj je bil tisti moment, ko si rekel, to pa si jaz ne bom dovolil? Dejansko, veš, ko daš toliko vsega skozi in je bila to ena klofuta in meni je bila to neka klofuta streznitve, da imaš vse, pa padeš na nulo, pa nimaš več nič in pa si še pa obdan za ljudmi, ki dejansko ne vidijo nobenega napredka, nič kaj naprej, obtožujejo druge in pa dejansko rečeš, čakaj malo, tukaj imam izkušenj, tukaj smo dali vsega skozi, doma imam očeta, na primer, ki je enciklopedija znanja, kar se tiče kmetijstva, nekaj se tukaj da narediti. Imel sem pa takrat ful prostega časa, ker seveda nisem imel službe. To je bilo prvič po 18 letih, da nisem imel službe. In dejansko sem začel pa začetom okoli hoditi. Prvič v življenju sem karkoli sploh začel delati na kmetiji tudi. To mi zdaj povej. Kak je bilo, ko si pa si se pa odločil, da greš malo probat? Kaj si prvo začel probat? Kaj si prvo probal? Ja, veš kak je, mi imamo ful čebel doma, ne? In jaz sem pa čebele, meni to nisem nikoli nekaj, ne vem kaj privlačna zadeva, pač vedno te napikajo, ne vem kaj, veš. In pa me oče oblečejo tisti skafander, tisto zaščitno reč, ne, in čebele so nek najdle luknjo in so prišle not in so me nažgale tako, da sem imel tako glavo. Veš, sem imel tako glavo, cel napikan in sem cel dan, čelo 2 dni sem mogel za skrinje ležati, pa sem si one obhladke delal, veš, kjer skrinje sem vzel zmržen fižol, pa sem si ga na glavo dal, pa se je utalil, pa sem drugega vzel. Ampak, to mi je bil dober flash, ker sem takrat pa videl, koliko je enega truda, oziroma ene matre, bi rekel pri nas doma, je treba vložiti za kozarec meda, na to dobiš pa 9 € ven. In pa smo pa začeli, čakaj malo, jaz sem pa to tam v kralju videl, da je tako. Čak malo, stav se, glih to. Mogoče je bil razlog, ko so te napikale čebele, mi je čisto vseeno, ampak takrat si začel ti v resnici spoštovati to delo, ko si videl, koliko je dela za tisti en tegelc, ko ga mi pojemo, pa koliko si rekel, 9 € stane. In a je mogoče bil tudi ta preskok, ko si rekel, my God, Ja, vse to, veš, ker mi ko kupimo med, ker mislimo, da ga nekdo tam natoči, pa ne veš, ne, pa koliko je to enega dela zraven, veš, pa s tako glavo napikano hodiš okoli, pa se ne zbijo, veš, to mi je pa pomagala širina sveta, ne, čakaj malo, to sem res videl tam tak, oni pa imajo tak, ne, to je pa imajo v Aziji tak, v Ameriki je tak, sem rekel, tu se da nekaj narediti, no. A zdaj pa hvala Bogu spet, da imam, rekel, in očeta in imamo ful odprte glave, a veš, nobeni stvar se ne reče ne, vedno smo nekaj probali, vedno v vsaki inovaciji in to je bilo super, no, tudi za moje izhodišče, ne. In pa smo začeli doma, kremne medove, čili omake, ker tudi ljubezen do pikantne hrane je pri meni že tak 25 let. A to si začel, ti si začel s čilijem? Ali je že Ata delal s čilijem? Ti? Ata. Ata je prej, ja. Ata je začel. Na 25 let, no, že pri nas sigurno, Ata sedi, feferone še takrat, čilije smo pa jaz pa nesel, ja. Nekaj mi še povej, koliko let že dejansko delujete kot kmetija, Bizjak? Zdaj prav uradno 5 let. Uradno, da imamo dopolnilno dejavnost. Kaj pa, skozi že prej pa odkdaj? To pomeni, Ata je že skozi kmet? Ja, ne, jaz sem drugače 4. generacija ekoloških kmetov. Pa zdaj nekaj, 4. generacija že. Zdaj se moram pa nekaj dotakniti in potem se spomnim, ko si mi rekel, ta mi je bila najboljša, no? In to je tudi tista stvar, katero želim pokazati, koliko je pa pomemben ta pogum tvoj, pa to, ko te ne zanima okolica. Odločil si se, da pripelješ v svoje mesto dogodek s čilijem. In mene zdaj zanima, najprej mi povej, koliko so bili navdušeni, ker dejansko vi tam v Šmarju, sploh ne vem, če kje imate, oprosti. Ampak ti si pripeljal dogodek, ki hrane s čilijem, vse, kar je povezano. Kak so bili navdušeni, kak je bil župan, kak so bili tisti, ki ti pomagajo pri organizaciji, kak je bil občutek, da prije en mladi fant, pa jim reče, dajmo nekaj narediti? Ja, to je bilo daš tako, jaz bom se mogoče spet ponovil, ampak glih tudi, da razumeš, tudi po 9 letih sem prišel v Šmarje in mene Šmarje takrat že noben kaj več ni poznal, ne, razen tisti moji prijatelji, s katerimi smo se družili in jaz sem prišel takrat s to neko noro idejo, ne, da mi bi pa v Šmarju lahko naredili festival čilija, ne.
In potem je to dejansko, jaz sem imel takrat še 3 prijatelje, ker smo bili entuzijasti pikarne hrane in to so bili edini 3, ker so mi dali podporo, pa moja družina in potem smo mi začeli s tem. In to je bilo tako, moš vedeti, jaz nisem imel nobenih organizacijskih sposobnosti, niti izkušenj, jaz v življenju nisem organiziral nič drugega, kot ne vem, svoj rojstni dan, pa što ti mama pol skuha, pa vse, veš, veš, kak je. Ne? In zdaj se ti spraviš organizirati nekaj, kar sploh še ni nobeno v Sloveniji organiziral in nimaš pojma, kakšen bo odziv. To je bil tisti mogoče edini nek strah, ki sem ga imel, vse ne sama izvedba, ampak najbolj mi je bilo tistega straha obiska, pač noben ne obrišel. Nimaš pa nič, nobenega dokaza. Opozoresti, ja. Koliko si mislil, koliko si predstavljal, da bo prišlo ljudi na ta dogodek? Ja, jaz takrat se spomnim, če lahko to omenim, ker me je župan povabil 4 dni pred festivalom, potem na sestanek tam, pa veš, takrat se že nekaj po Šmarju govorilo, to je bil prvi dogodek pri nas, no, da je sploh bilo, ne. In pa župan nekaj reče, tudi slišim, da se po kar po Šmarju nekaj govori, pa da bo nekaj nastalo iz tega, ne, veš, to je velika reč za tako mali kraj, ne. In pa reče on, koliko ljudi pa misliš, da bo prišlo, ne? Pa jaz tak v srcu, sam pri sebi sem upal, vsaj da jih bo 300, ne? Pa pa jaz županu rečem, sem rekel, 500? On tak, 500? Što je veliko, ne, za Šmarje, če 500 pripeleš v Ljubljano, ni nič, ne, če pripeleš v Šmarje, pa 500 kar urnik, ne? Se strinjam, že če bi jih 300 je dovolj, veš? Pa v bistvu pride do tistega festivala, jih je bilo pa 3000, no. 3000. Je bilo pa 3000, ja. V bistvu zmanjkalo nam je piva, zmanjkalo nam je hrane, ker mi smo pripravili za 500 ljudi, prišli jih je 6krat več, nam je vsega zmanjkalo, ampak noben nam ni tega zameril, noben ni tega blato, ker so v bistvu tudi veseli, da se je končno nekdo spomnil, pa organiziral, pa potegnil vso slovensko pikantno skupnost v en dogodek. Ne. Krasno. Matic, daj mi povej, če se zdaj spomnimo, ko si organiziral, ko smo se midva pogovarjali, si rekel, da najprej je bilo posmehovanja, pol ti niso verjeli, gor dol. Kaj je bilo pa pol, ko si pa naredil tak dogodek? Kak je bil pa potem občutek vseh teh občinarjev in vseh tistih, ki so za organizacijo? Bom rekel, da večina so bili zelo pozitivni odzivi, pohvale in vse skupaj, ampak sem pa, lahko rečem, da sem bil pa kar nad enimi parimi prijatelji, pa zelo razočaran takrat, ker smo bili dolgoletni prijatelji, ker smo se družili, smo veliko časa preživeli med sabo, so pa začeli laži širiti, pa blatiti malo, pa posmehovati, pa cinizem, pa tako ne. In moram reči, da sem rabil kar ene par let, da sem to prebolel, da sem to sprostil, oziroma odpustil, da se nisem s tem obremenjeval. Ker sem tak čustven človek, rad imam ljudi in ne razumem, zakaj te nekdo začne blatiti, pa poniževati, pa se ti posmehovati, pa da si ima srečo, pa ne vem kva. Če dejansko nisem nič slabo naredil, če smo hoteli samo nekaj dobrega narediti za skupnost, v kateri živimo, za dobrobit vseh, ne. Ampak kaj je pomembno, da si tudi tleje, ko določeni niso verjeli, ko je bilo posmehovanje, ko so na primer rekli, Matic bo to naredil, pa tako naprej, si ti verjel sam vase, imel si vero, pomeni, bilo te je strah, tako si rekel, ampak ti je uspelo. Kako si se počutil potem? Kako si se počutil? Veš, ne bom jaz zdaj rekla zakon privlačnosti, pa ne bom, ker smo gospodarstvenika, ampak kako si se počutil? Kak je bil občutek? Nagrada pol je fenomenalna, ne. Nagrada pol je fenomenalna, ampak vsaka velika nagrada, ki jo dobiš, moraš iti prej čez neko trnavo pot, se mi zdi. Jaz sem imel en kup enih trnavih korakov, ne, in veliko korakov sem imel za narediti, ko nisem imel pojma, kam bom z nogo stopil. Ali bom stopil v mehko travo, ali me čaka pa žrebo. Ampak to je tista, bi rekel, po eni strani ena taka stvar, ki pač, a boš riskiral, boš profitiral, če pa ne, pa pač ne boš. Ne vem, ne moreš mimo tega, jaz mislim, da ne moreš mimo tega. Meni se je to v življenju veliko dokazalo, vedno se mi še in tudi vedno vem, da se mi bo. Tak je pač ta. No, zdaj se pa dotaknemo še, ker imamo še nekaj minut, pa bi mogoče še eno temo ful odprla rada. To pomeni, da zdaj v tej zgodbi si res dokazal, da dejansko toliko si verjel sam vase, veš, da je potrebna trnova pot, da lahko dosežeš nekaj, ampak pol se ti pa pokaže, uresniči tako, kot je potrebno, pa si po mojem dobil elan. In si se spomnil, in si najprej naj te pohvalim, da naj vam povem, dragi moji, da mi je Matic podaril nekaj časa nazaj vino s čilijem.
Ja, in potem smo midva z možem, a veste, ko si že ti nekaj časa v zakonu, ko nisi več tako, zdaj ne vem, kar naprej poskočen, pa gor dol, smo odprla en petek, vem, da je bilo ob 10. zvečer, ker če ne bi ti takoj pisala in je rekel, moj mož, to je afrodizijak. In sem rekel, kako naj zdaj napišemo ob 11. zvečer, da je to afrodizijak, ampak najprej smo ti izredno hvaležna, ker je bilo res krasno vino. In zdaj mi povej, prvo, kako si prišel na to idejo? Slovenci, po mojem, morajo biti ful navdušeni nad tem vinom. To je pa tisto, kar me pa tudi najbolj zanima in želim, da naši slišijo. Jaz poznam zgodbo, ampak bi želela, da slišijo tudi naši gledalke in gledalci. Kaj se je zgodilo s tem tvojim vinom? No, glede tega navdušenja, te pa mogoče za trenutek spet mogo malo razočarati, ker je bilo vse druga kot navdušenje. Zgodba je kar simpatično, po eni strani, ko prideš do zaključka, no, ampak začetek pa ni bil nekaj ekstra simpatičen. No. Kdo je prišel dejansko na idejo do tega vina? Še danes ne vem, ali je bil oče ali jaz. V glavnem prišlo je takrat, 4. oktobra 2016, ko je bil prvi ta Chili festival, ne, smo rekla, zdaj se je utrnila ideja, koliko je enih pikantnih hrane, čokolade, piva, vse je bilo, samo vina pa še ni bilo. In takrat smo se šla takoj v akcijo, v klet, 10-litrsko cisterno smo razkirala, dala noter en čili in potem probuješ, ne. Ampak prvi poskusi so bili obupni. To je bilo pikantno tako, da vino ne bi dal niti tistem, ki ga nimaš rad, kaj šele onem, ki ga imaš, veš. To je bilo res ljubko tako, da si, noro. Ampak eno leto so trajali ti poskusi, da smo prišli do neke tiste meje. Spet je bila neka stvar, ki je nobeden še ni naredil in nimaš nobenega nič za vprašati, nikjer ne moreš iti po nasvet, nič ne moreš pogooglati, ni druga, kot da sam testiraš. In po enem letu smo dejansko prišli do nekega produkta, ki je bila pikantna stopnja ravno pravična, tako da so ga lahko pili vsi, ne, tukaj si sama rekla, da je bil dober, da je pitno, ne. Zraven, da pa še vedno čutiš ta pravi buke od vina, ta pravo cvetico, veš, da to vse utrofiš, da to vse skupaj zložiš, je nam pa zelo eno leto časa. Dosti nam je še pomagalo tudi na sosedno vinogradništvo Kolar, ker smo se takrat skupaj združili, pa smo šli pa mi to vino prvič javno predstaviti na en festival vina in čokolade tle v Podčetrtek. No, in tu sem pa doživel po eni strani zelo prijetne občutke, po drugi strani pa zelo hladen tuš, ne. Prijetni občutki so bili to, ker so mi stranke prihajale na štand, pa so pili, pa probavali, pa je bila pohvala, pa super, pa televizija, pa prvič RTV, pa pa tretji. Ampak pa so se pa začeli tisne. Začetno smo dobila eno tisto val navdušenja, nekaj dobrega smo naredila, mogoče bi pa to res lahko uspeli tudi na širšem levelu, ne samo Šmarju. In potem pa se je začelo, ne, sem to vino hotel pač dati oceniti stroki, se pravi, enologom, someljejem. Dejansko to tudi najbolj šteje, ne, eno je, kar mi pijemo, ampak je pa to nekaj, kar pa stroka potem da tisti pečat. In kako je bilo? No, tu se je pa začelo, tu je bilo pa spet žalitve, ne vem, da uničujemo kulturo pitja vina, zato ker mi delamo diskriminacija, da vino je vino, da ki si mi dovoljujemo sploh karkoli noter v vino devati, da to se ne smeje, da in tretji. Nikjer nismo prišli v Sloveniji zramno, res dobesedno je bilo, vsi smo bili sami ljudje, ne, da lahko tako rečem. Ampak ti nisi vse izgubil elana. Ti vse nisi izgubil elana. Ne, veš ko, ne vem, če je to, ko sem kozorog, ampak tukaj sem termas, da stopiš, da z glavo skozi vedno, ne. Ampak meni se to vedno nekako obrestvali, ne. Pol pa dejansko, ko narediti, ne. Vino veš, da je pitno, ljudje ga imajo radi, someljeji pa enologi pa ne. Sem rekel, ampak enologi itak ne bojo nikoli moje stranke, itak ne bojo nikoli kupili, ljudje ga pa bojo. Sam ga moramo zdaj mi ven spraviti. In pa veš, kaj narediš, ne. Greš na Google, ker Google ve vse, ne, pa se sam napiše the biggest wine competition in the world, the greatest wine competition in the world. Ne vem, kaj sem pisal, in mi takoj vrže Google Great American Wine Competition. In jaz se logiram noter, grem pod kontakte, najdem eno gospo Amando, še zdaj vem, kak je ime, in jaz njej napišem mail, ne. Gospa Amanda, mi imamo pa tu pač unikatno vino, pač Chilijem, ga lahko mi mogoče na ocenjevanje pošljemo v New York, ne. Pa ona, ja, seveda, ne. Pa meni kar ni bilo jasno, kar seveda, če tle bi mi vsi najrajši, ne vem, kva bi naredili, ne, ne, nima šans, ona pa ja, no problem, ne. Pa s njej trikrat bo poslal še pod vprašanja, če je ona ziher, da to lahko gre na Great American Competition. Ona, ja, okej. Pa pazi to, ne. Jaz sem bil takrat še na začetku svoje poti. Socialna podpora, in tretjo ne vem, če sem že imel takrat dopolnilno dejavnost, ali sem še samo malo tipal trg, to se ne spomnim zdaj, vem pa, da dohodkov nisem navihno. Imel sem pa 400 €, krat privračevanega denarja, ne.
600 € me je pa stalo, da sem jaz to vino poslal s poštnino gor v New York, pa vse one pristojbine, pa Food and Drug Administration, pa vse, da sem plačal, me je stalo 600 €. Kje si pa dobil še 200 €? Ja, 200 € sem pa dobil pri moji omi, šel sem do ome moje, pa sem si sposodil 200 €, pa sem se izlagal, da rabim za servis za avto. A veš, to pomeni vera vase, kako si verjel, da boš. Zdaj pa povej gledalcem in gledalkam, kaj te je čakalo, zdaj, da bova skaj, ker zgodba je lahko, še kar veliko govoriva o tem, pa nimamo, želim, da smo učinkovita tudi pri tem. Ja. Koliko nagrad si dobil? Povej jim, kaj je bilo tisto? No, pač tisto, ko sem ta denar zbral, poslal v New York, potem čez 14 dni, ko so prišli pa rezultati, smo pa že na našem debiju, se pravi, na prvem ocenjevanju smo dobili 3 odličja. In to je v bistvu v konkurenci med 4500 vrst vina, pa 650 največjih vinogradništev na svetu. In dejansko jaz tega sploh nisem verjel, dokler, jaz toliko nisem verjel, da se je to zgodilo, da sem bil kar tih in niti nisem upal povedati doma, da sem dobil ta mail, dokler me res nisi šel tja. Da sem šel na ameriško ambasado v Ljubljano in sem prejel medalje. Potem sem šele povedal, da smo dobili. Kako je bilo, Matic, takrat, ko si ti dobil nagrado, svetovno nagrado, kako so vplivali potem, kako so to vzeli, kakšni so bili občutki slovenskih naše komisije? Ja, takrat so se ti kdaj opravičili? Ne, noben se ni nikoli opravičil, vse niti ne rečem, da bi se mogel, ampak vse se je takrat spremenilo, ker pri Slovencih je pač doska tak, da prvo moraš v tujini nekaj doseči, pa tam nekaj dokazati, pa kot ti so v Slovenijo prineseš, še pa kar nekaj zlata vredne. Ampak če je taka pot, pač najbolj, jaz ne morem pomagati, ne. Ampak takrat se je pa prvo, no jaz sem takrat prišel nazaj v Slovenijo in smo takrat postal najkmet 2017, pa potem še 2018, ampak prej več nisi pa vreden nič, vse, kar delaš je diskriminacija, pa dobiš pa 3 medalje v Ameriki, pa si pa najinovativnejši kmet Slovenije, oziroma inovativni mladi kmet Slovenije. Se spomnim, da je tudi predsednik države bil pri tebi. Dejansko res imam občutek, da naši ful veliko dajo na to, kaj se od zunaj zgodi in če si v zunaj uspešen, ko priješ nazaj notri v Slovenijo, šele takrat lahko pokažeš svoje dosežke. Ja. Jaz bi ti rada rekla, da iskrena hvala za tvoj čas in iskreno izpoved. Mislim, če bi vi vedeli vse, z Maticom bi lahko govoril 3 ure. Mi da smo šla samo delčke zgodbe, če bi nam povedal, kako je preživel čas na ladji, kako je bilo v Avstraliji, kako je sploh, da je prišlo do tega, da je naredil svoj prvi dogodek. Mislim, ker sem se z njim pogovarjala, da je bilo totalno drugače, bolj čustveno slišati, ampak zdaj v 30 minut je zelo težko vse to spraviti skupaj. Jaz bi rekla za Matica, da ne plava v Rdečem oceanu, kar pomeni z enakimi ribami. Plava v Modrem oceanu, kjer so ribe vse edinstvene. Tako da res je krasen, zame si oseba in zgled, kjer se lahko učimo. Najprej, veš, kaj mi je pomembno pri tebi, da se znaš naučiti, da svoje produkte znaš prodajati z pravo dodano vrednostjo in da spoštuješ to delo, ki ga vlagate notri. Boš še ti kak stavek za na koncu rekel našim gledalkam in gledalcem? Pa ja, bi mogoče to rekel, no, da kaj je za mene najbolj pomembno, pa kaj sem se največ naučil iz te moje periode dogodkov do danes, je to, da je res najpomembnejše to, da se iščeš toliko časa, da se ne najdeš, oziroma da ne najdeš tiste prave strasti, v kateri uživaš. Jaz dostikrat slišim, ljudje mislijo, da se je to zgodilo na vrat na nos. Meni je trajalo 9 let, pa sem zamenjal 9 poklicev. To je kar velika doba, mislim, dolga doba. Ne dolga. Se splača. In jaz danes, po 9 letih, ko delam zdaj 5 let v svojem poklicu, jaz vem, da to je moj poklic, ki ga bom delal do konca življenja. In ko mene kdo vpraša, koliko delaš, jaz delam 300-400 ur na mesec, ampak jaz nikoli ne rečem, da delam, ker dejansko jaz živim to. Jaz živim od zjutraj do večera, živim s svojimi strankami, živim s temi produkti, živim z vizijo in to pa več ni delo. To pa je tisto, kaj najlepšega, kar se dela v življenju zgodi. To je poslanstvo. To je tisto, ko najdeš. In ti si našel in si nam povedal, kako je pomembno poslušati svoje srce, imeti primarne vrednote, tem slediti, pozabiti na okolico, čisto pozabiti na okolico in uživati v tem, kar počneš. Iskrena hvala za tvoj čas, lepo mi je bilo prijetno, res mi je prijetno s teboj, tako da upam, da bomo kar hitro naredila še eno, pa da se bomo malce dotaknila bolj podrobno
kako je treba biti ustrajna. No? Ker jaz mislim, da Slovencem predvsem manjka ustrajnosti pa odločnosti. Ja. Bova tudi to temo se dotaknila. Zdaj pa, hvala ti, lepo bodi, vse dobro in smo na vezi. Mi pa smo tako na vezi, ker smo v SBC-ju. Tako, najlepša hvala, Tanja, tudi tebe včasih veselje. Mi je bilo res, da si me povabila, da sem lahko sodeloval, tako da se veselim nadaljevanja. Hvala. Čau vsem. Ja.